kandidatki, poslušalci Radia Ptuj, gledalci ptujske televizije PTV in vsi vi zbrani tukaj na Ptujski tržnici. Slišali smo, kaj v tem predvolilnem času ponujajo in obljubljajo županski kandidati in kandidatki v mestni občini Ptuj. Zdaj je čas, da soočimo njihova mnenja in njihove poglede na razvoj mestne občine Ptuj v prihodnjih 4 letih. Vsak bo imel na zastavljeno vprašanje minuto časa za odgovor, 30 sekund za repliko. Hkrati bi pa želela v tej priložnosti pozvati tudi vse vas tukaj na tržnici, da skrbno poslušate, zastavite kakšno vprašanje in ga oddate na tribuni tam zadaj pri urednicama PTV in Radia Ptuj, torej pri Aleksandri Magdalenc in Poloni Ambrožič-Bombek. Torej, poslušajte in zastavite kakšno vprašanje tudi vi, ampak vprašanje naj bo namenjeno za vse kandidate. Tako, naj se soočenje začne. Najprej vprašanje za aktualnega župana. Občino ste vodili 12 let. Gospod Štefan Čelan, sedaj se potegujete že 4. za naklonjenost občanov in občank mestne občine Ptuj. V zadnjih mandatih pa ste, kot ste tudi večkrat sami omenjali, bili deležni in prejeli kar nekaj ovadb. Koliko ste jih pravzaprav prejeli in ali so že stekli kakšni sodni procesi, za katere pa javnost v tem trenutku še ne ve? Recimo, glede domnevno sporno podpisanih koncesijskih pogodb z družbo Adria Plin ali prodajo zemljišč v vrtni coni ob Puhovi cesti ali pa pridobivanja provizij strani enega od javnih podjetij v mestni občini Ptuj. Ja, torej, hvala za zastavljeno vprašanje. Torej, gledajte, tukaj je poročilo in sicer poročilo Ministrstva za notranje zadeve, sektor kriminalistične policije Maribor. Tukaj je naštetih še mnogo več anonimnih ovadb, ker številka 080 je danes številka zelo na čarovnici, ker lahko vsak ima 2 minuti časa, seveda te ovadi, zato pa nič ne odgovarja. Prečital bom samo konec tega poročila. Torej, iz zbrane dokumentacije oziroma zasežene dokumentacije, ki je tukaj celi kup, nismo uspeli potrditi nobene od navedb v anonimni kazenski ovadbi. Nasprotno, ugotovili smo, da so navedbe v anonimni kazenski ovadbi neresnične in zlonamerne. Torej, to je javni dokument, lahko si ga pogledate vsi, lahko ga dobite vsi v pogled. Tako da torej dalje kot do... Koliko ovadb je bilo, gospod Čelan? Joj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, znotraj tega pa seveda še kar nekaj. Naslednje vprašanje je namenjeno gospodu Miranu Senčarju. Gospod Senčar, zanima me, ali drži informacija, da vam je Dars ob postavitvi sistema za video nadzor v predoru Karavanke plačal tudi opravljeno prenovo nadzornega centra v Krušici, ki pa ni bila predmet javnega naročila. In kako boste vi ravnali naslednja 4 leta, če boste izbrani za župana, ko bi utegnilo vaše podjetje Tenzor pridobiti posel, v katerem izmed regionalnih projektov na našem koncu Evropska unija namreč v prihodnji finančni perspektivi daje velik poudarek prav regionalnim projektom? Torej, jaz sem direktor strateškega razvoja na podjetju Tenzor. Že pred 7 leti smo zaposlili direktorja družbe, ki ni lastniško povezan z družbo, tako da vse glede, kaj se tiče Tenzorja, bi lahko on odgovoril. Se pravi, je pa ta projekt je bil projekt Slovenije in Avstrije, zato ne verjamem, da bi Avstrijci pustili karkoli delati, kar ne bi bilo po zakonu. Ste pa solastnik podjetja Tenzor. Solastnik podjetja Tenzor. Seveda sem solastnik podjetja Tenzor. Torej informacije imate verjetno? Nekatere informacije imam, vse pa nimam. Ne verjamem, da bo kaj narobe, zato drži tista informacija, da ste dobili sredstva? Dobro, sredstva nismo dobili, mi smo opravili dela, tudi ki nam jih je naročil Dars. In lahko verjamete, podjetje Tenzor je bilo prvo, ki je uspelo, se pravi, iztrgati en posel podjetja VSCT izven tiste njegove skupine. In zato smo na to tudi zelo ponosni, ker smo prvi posel speljali za polovično ceno. Na drugi del našega vprašanja
dva, ker ste rekli, da to namenjamo direktorju vprašanje. Tako. Naslednji, gospod Peter Pribožič. Zanima me, ali bodo dobrote naših kmetij z vašim prihodom v mestno hišo tudi bliže Ptujčanom in Ptujčanom tukaj na Ptujski tržnici in ali bodo dobrote slovenskih kmetij, če boste seveda župan, prišle tudi iza zidov Vidoritskega samostana na Ptuju. Sveda, projekt dobrote slovenskih kmetij ne stoji samo na mojih ramenih, ampak je cela ekipa, ki skrbi za to, da se po celi Sloveniji tudi dobrote pojavljajo na trgu. Sam pa želim seveda na Ptuju tale prostor, kjer smo sedaj, preurediti v pravo mestno tržnico, kjer bo srečevanje tako kmetij iz tega območja, tudi iz cele Slovenije. In gotovo Ptuj ima priložnost, da poleg tega, da je to na tržnici, tudi v gostinskih lokalih, in pa ne nazadnje, da se javni zavodi preskrbujejo z lokalno pridelano hrano, kajti hrana je strateškega pomena za razvoj Podravja, namreč mi imamo bogato zaledje kmetijskih površin, ki jih moramo bolj izkoristiti predvsem za pridelavo hrane in dodelavo hrane in to ponuditi na domačem trgu. In seveda, župan mestne občine Ptuj mora skrbeti, da je v mestu dobra ponudba, da vse službe temu sledijo, predvsem pa, da se razvoj kmetijstva in podeželja tudi v mestu. Gospod Samo M. Strelec, v volilni kampanji nastopate tudi kot dobrotnik Ivan Kramberger, tako tudi danes. Si v tej vlogi predstavljate tudi vodenje občine? Ne. 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 Hvala. Dobar dan, vključen, ker imam še 28 sekund. Glejte, danes si kdo želijo mogoče, da v staro grškem rimskem slogu tukaj tečeta kri in ne vem kaj. Ptujčani leta 2014 moramo govoriti o perspektivah, o prihodnosti. Kjer je naša prihodnost? Ne se kot petelini na kupu gnoja kregati, kjer je boljši, pa ne. Samo strelski župan bo najboljše ideje teh gospe in gospodov povezal, en taki šopek pušlic in to je prihodnost Ptuja. Gospa Vlasta Stoja, vi imate veliko izkušenj na področju zaposlovanja. Boste, če boste izvoljeni za županjo, gospodu Čelanu nemara zagotovili delo v znanstveno-raziskovalnem središču Bistra Ptuj ali kjer? Z veseljem in bom razložila, zakaj. Na Ptuju imamo veliko delovnih mest in v zadnjih 6 letih, v času krize, smo izgubili manj kot procent, kar je zelo dobro. Ampak tista delovna mesta, ki so ostala, so pa z nizko dodano vrednostjo. Minimalne plače, ljudje slabo živijo in so nezadovoljni, zato se izseljujejo. Zelo bi si želela, da bi nekdo dvignil ta tehnološki razvoj, inovacije in ta preboj v razvoju novih podjetij, investitorjev, kar poslušamo zadnjih 12 let. In če bi to uspelo gospodu Čelanu, ga z veseljem vabim v naslednjo ekipo, da bomo tudi mi imeli delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, kajti tu smo na repu slovenskih mestnih občin. Prav na zadnjem mestu. Hvala. Gospod Robert Šegula, po podatki supervizorja ste v zadnjih letih od javnih institucij uspeli pridobiti posle v višini preko 13 milijonov evrov. Je pričakovati, da bo vaše podjetje, če boste seveda župan mestne občine Ptuj, na tem področju še uspešnejše? Z mestno občino Ptuj prav gotovo ne, ker tudi že zakon tega ne dopušča, tudi javno se poveduje vsem poslom, podjetja, katerega vodim z mestno občino. Če lahko dopolnim, po podatku supervizorja z mestno občino Ptuj smo v zadnjih 11 letih poslovali v višini 195 tisoč, kar pri 12 milijonih letnih prihodkov znaša le 0,14% na leto. Tako da, še enkrat povem, podjetje Tames ne bo sodelovalo z mestno občino, ker ni zakonsko mogoče in tudi javno povem na glas. Kaj pa ostali javni sektor? Vsekakor, mi 12 milijonov prihodkov ustvarimo večino na javnih naročilih, delamo za razna ministrstva, smo med 3 največjimi podjetji v dejavnosti v Sloveniji, kar tudi pove, da smo maksimalno konkurenčni, tudi pridobivamo posle na teh javnih naročilih in uspešno.
konkretno, strokovno in pravočasno zaključujemo. Imamo tudi ogromno referenc na tem področju in z javnimi inštitucijami na nivoju države bomo delali naprej. Hvala lepa. Gospod Boštjan Koražija, vi obljubljate ozelenitev Ptuja. Zanima me, ali boste to udejanjili z javnimi službami, ki imajo monopol na področju raznih storitev v mestni občini Ptuj, ali z drugimi ptujskimi obrtniki, podjetniki? Definitivno z vsemi skupaj, se pravi, da se dela pravilno razdeli, tudi naloga, da se pravilno razdelijo. Definitivno pa zadeva taka, da pač Ptuj nujno potrebuje ozelenitev mestnega jedra in mestno biodinamični vrt, ki bi povečal prehrambeno samooskrbo v mesto. Zdaj, imamo zelo dober primer v sosednji državi v Avstriji, Dunaj seveda, ki je dejansko sinonim trajnostnega razvoja in zelene politike. In zakaj ne bi postal tudi slovenski Dunaj? Torej sodelovali boste tako z javnimi službami kot ostalimi? Z vsemi. Je potrebno, da je treba prevetriti določene službe in tudi potem sistemsko urejati zadeve na določene zadeve. Hvala. In še zadnje vprašanje, gospod Miran Šic. Vi ste humanitarec in zanima me, ali nameravate v ptujskem proračunu povišati postavke za socialne transferje? Ja, res je. Leta 2005 sem videl stisko in bedo Ptuja, tudi tistega dela starega mestnega jedra, ki ga marsikdo mogoče ne vidi, tako da smo potem sem ustanovil humanitarno društvo Slovenije in smo ljudi potem, bi rekel, oskrbovali s toplimi obroki hrane, obleko, obutve in tako dalje. Vsekakor bi te postavke povečal. Za koliko imate kaj podatkov? Nimam podatkov, ker nimam pogledal v mestno blagajno, tako da bi pa apeliral na ljudi, da res, da nisem delal 2 leti, so dobivali tople obroke hrane, ne so pa rekli, pri smo šlicli, kje so ovo, kje so ono. In sem rekel, zdaj pa dosti milosti, kar se obrokov tiče, sem rekel, ker ima za 2 škatli cigaretov na dan, malo tudi za preživetje. Recimo, tako da. In to smo hotel povedali, da vse smo nudili ljudi, nismo pa jim dali možnosti, da bi sam shodil v življenje, da bi sam ustvarjal in se sam počutil enakovredni del družbe, ki sicer ustvarja in se tega veseli ustvarjanja. Hvala lepa, gospod Šic.